Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Vladimir Bilič in Tino Mamić. Vlado, ti si nam še dolžen komentar tega Janševega tvita. Ga bomo ponovno pokazali gledalcem in gledalkam, da si bojo še lahko enkrat pogledali, kaj je tvitno predsednik SDS oziroma opozicije. Kako se tebi zdi ta njegov odziv? Ja, ta del, da vsaj proti kandidat ni bil v zaporu, moram reči, tako sofisticirano duhovit, precej netipičen, mislim, za Janšo in za stranko. Tako da, mislim, tako, no, moram reči, tako me kar nasmejal in razveselil, no. Nisi navajen pol takih tvitev od absolutno ne, ampak tako malo celo genijalen je, ne, duhovito genijalen. Ampak kaj se ti zdi genialno? To, da pravi, da ni bil proti kandidatu zaporu? Da je šel malo se pohecati, tako malo se bram, je tako kar sofisticiran. Drugače pa tisto, ko je Tino prej pravil, kako je volilo desno telo, na več načinov, eni so ostali doma, eni za Šarca, eni za Pahorja, eni, ne vem. Skratka, ja, se strinjam, ampak tu dejansko ni neke logike in tudi v bistvu ni potrebno iskati. Mislim, da je desnici bilo relativno vseeno, sploh na koncu v tem dvoboju Pahor ali Šarec, pravzaprav je bila cela kampanja samo neka propaganda posameznih političnih strank. To, če se vrnemo k tistemu, kar smo prej govorili, da je tako ali tako dajo tako imenovane škart kandidate, ki jih pošiljajo v politično smrt, ampak v bistvu tekom je pa nek čas in prostor in publiciteta in mediji seveda, da se pojavljajo z svojimi temami, svojo ideologijo, da seveda diskreditirajo nasprotnika, niti ne toliko mogoče nasprotne kandidate, kot recimo neke dejanske politične nasprotnike, to je pa parlamentarne stranke druge. Ja, razumem. Čeprav, recimo, to, da desni sredini niso bile pomembne volitve, to drži, ampak glede na to, da je desna sredina zelo jasno povedala, kaj bo naredila, oziroma lideri desne sredine so bili zelo jasni, posebej Janez Janša, on je rekel, da to niso naše volitve, to ni naša izbira in tako naprej. In je dejansko bil s tem, da je bila udeležba razmeroma visoka, poražen. Njegovi volivci so dejansko večinoma vendarle šli na volitve. Tako da, če pristanemo na tezo nekaterih, ki na desni sredini, politiki ali pa mnenjski voditelji ali poznavalci, ki so prepričani, da je Janša tisti, ki razdira desno sredino in skuša vedno tako delati, da spre med seboj Novo Slovenijo in SDS in da mu je važno samo, da je on najmočnejši, čeprav so vsi drugi na desni sredini majhni. Torej, če pristanemo na to tezo, je to gotovo dokaz v prid tej tezi, ker s temi izjavami naj ljudje ostanejo doma in kako je Pahor slaba izbira, je dejansko razdelil in naredil prav to, kar mu očitajo, da deli desno sredino in da je del problema in ne rešitve. Ja, NSI je razumela ta signal, oprosti Vlado, NSI je razumela ta signal in je sicer tik pred zdajci, 5:12, v drugem krogu podprla Boruta Pahorja, tudi predsednica Ljudmila Novak celo rekla, da je glasovala za njega v nedeljo, tako da očitno je Janši potem ta načrt spet uspel, mu moramo čestitati. Izvoli, Vlado, kaj si hotel reči? Ja, spomnimo se prejšnjih volitev, to je bilo leta 2012, takrat je bilo zelo, ko bi rekel, zakoreninjeno prepričanje, da je Pahor zmagal s pomočjo volilnega telesa, ki sicer voli Janšo oziroma SDS, v boju proti Danilu Türku. Takrat ga Janša tudi podprl, eksplicitno, pred drugim krogom. Tako da jaz mislim, da zdaj tokrat pa to, da bi pa zdaj Janša nagovarjal volilno telo ali pa volilce proti Pahorju, se mi zdi tako deplasirano na nek način. Tudi kolikor je šlo to za neko lastno propagando, torej za to, da se stranka pojavlja, za to, da se oglaša in da je seveda prisotna v političnem prostoru. Dobro, da ne bo zdaj to vdajal Janezu Janši. Ja, izvoli, Tino, še stavek. Pojdimo malce v zgodovino. Če pogledamo recimo, kako so balkanske države padle pod Turke. Recimo Bosna, ki je padla razmeroma pozno. Padla je zato, ker so se krščanski vladarji v Bosni med seboj kregali.
in eni so paktirali z Turki, eni ne, eni so bili njihovi vazali in tako. Torej, zaradi neenotnosti je Evropa izgubila marsikatero deželo v boju proti Turkom. In isto je danes na desni sredini. Ne? Če se desna sredina med seboj krega in da se ne zna ustaviti in da ne znajo ustaviti konja in reči, če imamo skupne interese, bomo pač skupaj delali in iskali sinergijo, ne pa razlike, se bo zgodilo isto kot v Bosni. Ne? In dejansko se desna sredina si v zadnjih par letih precej tudi sama kriva, da je tam, kjer je. Ne? Oziroma so lideri desne sredine si v marsičem tudi sami krivi. Dobro, zdaj, če gremo zdaj od Turkov k predsedniku vlade Miro Cerarju mlajšemu, kaj porečete na ta njegov odziv na predsedniške volitve? Ne? On je recimo tweetnil, volilna udeležba je še en dokaz, da smo razvrednotili funkcijo predsednika republike, volivci pogrešajo vsebino. Ne? Zdaj, ta tweet je verjetno malo nenavaden iz dveh vidikov. Prvič zato, ker je kandidatka, ki jo je SMC predlagal, ne, bi rekel, dosegla nek tak zelo slab volilni rezultat, ne? In drugič to... Na ravni statistične napake. Ja, recimo, ja, ne? In drugič to, da je predsednik vlade pa vendarle imel možnost v drugem krogu, ne? Bi lahko recimo podprl istega kandidata kot njegovi dve koalicijski stranki, SD pa Desus, in bi saj v drugem krogu se lahko štel med zmagovalce volitev, ne? Tako pa je tudi v drugem krogu išel kot poraženc teh volitev. Kaj vidva pravite na to? Ja, da isto tako, ko recimo že ne tretjič ponavljamo, da dajo stranke škart kandidate, torej ne prvega ali drugega človeka po neki politični recimo moči ali pa po neki politični prepoznavnosti v ta boj, ampak dajo tam nekega 50. po vrsti, zato ker prvih 49 je rezerviranih za morebitne parlamentarne volitve, za volitve županov, za takšne in drugačne neke druge lepo plačane funkcije in pravzaprav s tem same politične stranke razvrednotijo republiko, glede na kandidate, katere pošiljajo ta boj. Ja, se to sem hotel reči, Vlado. Prvič bi si dovolil komentar, očitno zelo ceniš kadrovski bazen SMC, če misliš, da je ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič 50. po vrsti pri njih za kandidaturo za predsednika republike. Ne? Drugač pa ta zadnji stavek, ki si ga rekel, se jaz strinjam z njim. Ne? Se pravi, sami so krivi, če tukaj ne gre za neko prvovrstno politično bitko. A pa se tebi zdi, Tino, da si predsednik vlade lahko prvošče eno tako izjavo sred predsedniških volitev, da reče, to so neke malda ne brezvezne volitve, tukaj ni nobene vsebine, kandidati so slabi. Kaj to pove recimo predsedniku vlade pa v stanju političnega sistema pri nas? Ja, ta arogantna izjava, ne, tudi deloma žaljiva za slovensko demokracijo kot tako, ne pritiče enemu prvokategornemu politiku. Ne. Državnik, noben državnik česa podobnega ne bi nikoli povedal. Ne, ga ni premijeja na tem planetu, v katerikoli demokratični državi, ki bi si upal tako grdo podvomiti v neko institucijo, neko politično institucijo. Zakaj pa je temu tako? Ravno zaradi tega, kar je Vladimir povedal, ker je tu zdaj negativna selekcija, ker je tu druga, tretja kategorija politikov, ki recimo pred 15 leti nikoli ne bi prišli na vrh. In med temi drugokategorniki ali tretjo ligo je tudi Miro Cerar. Miro Cerar ne bi v nobeni normalni državi ne bi postal premijer vlade oziroma prvi predsednik, torej prvi minister oziroma premijer ali predsednik vlade. Človek, ki nima nobene politične izkušnje, ki je bil samo predavatelj na ustavnega prava na fakulteti. Ne? Ma pa eno pomembno prednost, Tino. Ne vem, če veš, to pa je, da je bil mentor pri diplomi najinemu sokomentatorju danes, Vladimirju Biliću. Ne? Ja, zdaj moram pa vzeti nazaj. To pa je referenca, veš. To pa ja. Tako da pričakujem zdaj, da se Vlado ne bo strinjal s tabo. Aljoš, referenca za koga? Ja, glej, za Miro Cerarja mlajšega, ne? Viš, on je bil mentor diplome komentatorjev oddaje V-Faktor, no, malo šalo na stran. Ja, Tino, se pravi, ti praviš, da je to posledica pač tega, da ljudje niso na ravni, na kateri bi morali biti. Ampak kljub vsemu, Vlado, no, spet se malo vračamo na tvojo profesijo. Zdaj nek ustavni pravnik, kot je Miro Cerar, bi vendarle moral, kljub temu, da je verjetno res bil nezadovoljen z razpletom teh volitev,
malo bolj znati ohraniti, bi rekel, trezno presojo. Ne. Če primerjamo zdaj ta njegov odziv z odzivom doktorja Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora, sta bila diametralno nasprotna. Pa tudi Brglez ni skrival kritike recimo v preteklosti do predsednika republike. A se ti zdi, Vlado, da so to že prvi znaki tudi razpok znotraj SMC-ja in tudi znaki tega, da se gospod Cerar malo boji teh naslednjih parlamentarnih volitev in da mu že rahlo popuščajo živci? No, razpok, težko, ne poznam toliko razmer zdaj znotraj, mislim, nisem insider v SMC-ju, da bi zdaj lahko o tem pravil, ampak kar pa zadeva strah pred naslednjimi volitvami, pa mislim, da ni deplasiran, ne? Da je pravzaprav vse od leta 2004, da so neke te levo-sredinske stranke da jih stalno spremlja en in isti vzorc, naprimer. Ne? Neka močna stranka, ki potem nekako razočara, ustanovi se nova in volilci te iste stranke prebegnajo oziroma podprejo novo stranko in praktično na vsako to mandatno obdobje Državnega zbora imamo neko novo stranko, ki je povsem nova in pobere presenetljivo oziroma ogromno število glasov. Tako da sledeč temu vzorcu mislim, da je njegov strah upravičen. Ja. Vse, če lahko pogledamo zdaj tudi na grafiki, smo pripravili recimo, kaj lahko ugotovimo. In sicer primerjali smo volilne okraje, v katerih je včeraj zmagal kandidat Marjan Šarec, s tem, katera stranka je v teh istih volilnih okrajih zmagala oziroma dobila največji odstotek glasov na predčasnih volitvah leta 2014. Ne? In iz te grafike lahko ugotovimo, da razen v enem volilnem okraju je v vseh drugih volilnih okrajih takrat najvišji rezultat dobila stranka Modernega centra, zdaj takrat na volitvah še stranka Mira Cerarja. A je Tino potem ta strah predsednika vlade upravičen? A te podatki res potrjujejo, da recimo je gospod Šarec v drugem krogu dobival tudi predvsem glasove sicer volivcev SMC-a iz volitev 2014, da se razumemo, ne iz prvega kroga predsedniških volitev, ne, ker v prvem krogu je pač, kot smo že rekli, kandidatka SMC-a bolj ali manj pogorela. Ne. No, to so deloma gotovo sredinski, desnosredinski in levosredinski volivci. Vsekakor je pa tu kakih 20% volilne baze tudi takih, ki so tisti, ki volijo bodisi ne Janšo, bodisi tistega, za katerega naročijo strici iz ozadja, da je ta pravi. Ne? Pa tistega, ki te zadnji pride, tako kot je rekel Vlada, ne? Ja, samo mediji zelo jasno povejo, kjer je ta pravi in potem v zadnjem trenutku se odločijo, ampak se ne odločijo po lastni pameti, ampak zato, ker hočejo pač zmagati in hočejo premagati Janšo na vsak način. Ne? Drugače se pa strinjam z Vladimirjem, ko govori o teh reinkarnacijah. Ne? Rečemo, da gre osel enkrat na let, človek večkrat. Ne? Slovenski volivec bo šel zdaj 17-tič, ne? Zato, ker je ta zgodba se začela s Kojem, Savez komunistične mladine Jugoslavije. To se je potem premenovalo dvakrat, trikrat, da je prišel do ZSMS. ZSMS se je premenovala v LS, pa v LDS, pa v Zares, pa v Pozitivno Slovenijo, pa v SMC. Vmes so bili še DS in ne vem še kdo. Torej, gotovo bi moral narediti prav rodoslovno drevo, enkrat bom to naredil. Čakal sem, da ga boš zdaj pokazal, Tino, da boš takole potegnil in rekel, evo ga. Ja, se bom naredil, enkrat bom naredil. Dobre, te držimo za besedo. Tako da enkrat bo prišlo čez 2-3 mesece bojo ustanovili stranko Marjana Šarca, zdaj vemo tudi za ime. Ta že obstaja. Stranka Marjana Šarca že obstaja, ne? Prav kot politična stranka je registrirana. Ja, prav kot politična stranka je registrirana, to je mogoče zanimivo tudi za gledalke in gledalce, da jim povemo. Skratka, najprej je imel listo Marjana Šarca, s katero je nastopil na volitvah v občinski svet v Kamniku. Kasneje je to listo pač preregistriral v stranko Marjana Šarca in jaz sem recimo nekako na pol pričakoval, sploh zdaj, ko se je odločil za kandidaturo na predsedniških volitvah, in tudi potem, ker nekako vsi špekuliramo, zdaj pa tudi on od včeraj naprej
prej že dosti bolj ali manj jasno v tem govori, da bi rad šel tudi na državnozborske volitve, da bojo te ankete, ki merijo popularnost političnih strank, da bodo začele meriti tudi popularnost pač liste Marjana Šarca. In sem bil malo presenečen, ko saj na Delovi anketi, ki je bila danes recimo objavljena, še ni bilo tega podatka. Ne? A vi da mislite, da so hoteli najprej počakati, da doseže odmeven rezultat na predsedniških volitvah, da bo zdaj lažje upravičili tudi neko visoko podporo pričakovano, ne? Špekuliram listi Marjana Šarca na parlamentarnih volitvah, ali gre bolj za to, da ti glasovi, ki so zdaj šli gospodu Šarcu, se bodo na parlamentarnih volitvah vrnili k svojim originalnim strankam, če smem tako reči. Kaj vi pričakujete? Tisti od novinarjev, ki je presenečen nad tem, da bo Šarec ustanovil stranko, ki bo šla na parlamentarne volitve, je bodisi neumen, bodisi se dela neumnega. A vidiš, Vlado, mi doma sreča, ker niso novinarje. Da je bilo to jasno tudi zaradi tega imena, ampak tudi v vsej kampanji se je bilo jasno, da bo on šel na volitve. Ne? Ampak kaj ti pričakuješ, Tino, oprosti, ker te prekinjam, ker se počasi bližamo koncu vdaje, a ti zdaj pričakuješ, da bojo te volivci, od katerih si ti tudi govoril v tej vdaji, da bojo na naslednjih volitvah ostali pri Šarcu, ali bojo šli nazaj, recimo v SDS-u, NSI-u, kamorkoli že? Kakva je tvoja ocena? En del bo gotovo ostal, en del bo šel pa nazaj. Ne? Jaz mislim, da bo gotovo bo pa dobil Šarec del ljudi, ki bi brez njega volili Novo Slovenijo ali SDS. Ne? Gotovo nekaj njihovih volivcev bo oduzel. Ravno to se je pokazalo na teh zadnjih volitvah, ne? Ko so nekateri, posebej na Gorenjskem, volili precej množično Šarca zaradi sindroma tako imenovanih protestantskih korenin. Vlado, ti si Ljubljančan, v eni minuti, če lahko lepo prosim. Zelo tih je bil ljubljanski župan, ne? Se ti ne zdi, gospod Zoran Janković v tej kampanji nikogar ni podprl, tudi noben novinar ga ni vprašal, koga podpira. Se ti zdi, da je on nekak naravni zaveznik Marjana Šarca, da ni? Lahko Šarec računa tudi na njegovo podporo, na njegove glasove mogoče? Pa mislim, da je to župan bil enostavno moder in pameten, te volitve se ga na nek način ne tičejo, ne vplivajo na njegovo pozicijo v čemarkoli. Tudi bi rekel, nekako v preteklosti marsikdo, s komer je bil nek naravni politični zaveznik, ne, mu je na nek način ga je izdal, oziroma pa brez da ga zdaj glorificiram, ne, mu je zaril nekako politično nož v hrbet. Tako da jaz mislim, da je tu bil pameten, spremlja dogajanje, ampak na nek način se ga pa ne tiče. Prav, spoštovana komentatorja, najlepša hvala za vajine pronicljive komentarje v današnji oddaji. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa vam bomo pokazali, kako je celjskim rokometašem uspelo praktično nemogoče.